Jadralni klub Burja je bil ustanovljen leta 1954, kar pomeni, da se lahko pohvali z 72-letno tradicijo. V Izoli je bila takrat prisotna želja po jadralnem klubu, ki bi otrokom nudil ustrezne pogoje za začetek ukvarjanja s tem športom. Pridejo vzponi in padci, ne? Pridejo leta, ko je dosti popularno, pridejo tako malo manj. Ta trenutek je imamo kar porastek, bomo rekli, še posebej tukaj pri nas v Izoli, ko smo začeli pred par leti, skoraj 10 leti, z izolsko občino, s Centrom za kulturo, šport in prireditve, razvijati v osnovnih šolah jadranje in veslanje. To se pravi, da vsak razred ima en teden obvezno, 4. in 5. razred imajo jadranje in veslanje, tako da to je kar pripomoglo k večjemu številu tekmovalcev. Trenutno imajo v klubu vse skupaj okrog 80 članov, aktivnih tekmovalcev, starih med 7 in 24 let, pa imajo trenutno nekje 25, ki nastopajo v različnih jadralnih kategorijah. Kakšne veščine in sposobnosti pa sploh mora imeti dober jadralec? Predvsem mora imeti dosti vztrajnosti, ker je proces jadranja je dolg, menjavanje klas, mora biti fizično dobro pripravljen, koordinacija dobra in mi temu rečemo nos za veter, da se znajde na pogojih na morju. Se razlikuje ta šport tudi od drugih, ker ni dvoranski in samo dokler se oni pripravijo, dokler grejo na morje, dokler se lahko trening normalno nariš, traja 1 uro samo priprava, potem imaš 2-3 ure efektivnega treninga in potem je še 1 uro pospravljene po treningu. Tako da so otroci tukaj tudi po 5-6 ur kar angažirani na polno notri. Po zimi potekajo treningi zaradi slabših pogojev in hladnejših razmer, večinoma na kopnem, poleti pa so jadralci na morju tudi do 4 ure. Pri jadranju mi najbolj všeč, ker smo zunaj, na svežem zraku na morju in imamo različne pogoje, lahko da ful piha malo in smo lahko ob morju v naravi in tako. Meni so všeč družba tukaj, prijatelji, ki jih imam, je ful zabavno. Kakšne recimo veščine ali pa sposobnosti mora imeti jadralec? Pa ne sme se bati vetra, morja, tako mora biti samozavesten, pogumen. Rabiš biti dobro fizično pripravljen, recimo če je dosti vetra, ker rabiš ravnati barko, ti si v bistvu utež, protiutež na barki in se rabiš tudi primerjati z naravnimi okoliščinami, z naravo se moraš tudi kosati z vetrom in tako. Treningi so torej zelo pestri in raznoliki, k uspehom in dobremu počutju pa močno prispevajo zlasti kakovostni trenerji, ki jih v Burji ne manjka. Strokovno so pripravljeni trenerji, ker smo imeli kar dobro izobraževanje za trenerje, kateri so mogli dosti delati na psihologiji, sploh učenja otrok in v tem procesu, kako otrok odrašča od 8. leta naprej, nekako čez puberteto in vse stvari, tako da so fantje kar dobro podučeni. Kateri so mogoče največji uspehi kluba? Uspehe kluba lahko govorimo o Vasiliju Žbogarju 3 olimpijske medalje, to ne moremo govoriti. Smo pa imeli svetovne prvakinje, evropske prvakinje, recimo enega trenerja, ki bo znanje smeli, ki bo recimo 9. na svetovnem prvenstvu in imamo kar dobre rezultate, tako da se lahko kar pohvalimo z eno lepo paleto. V klubu si bodo še naprej prizadevali zagotoviti odlične pogoje za jadranje, ki vodijo do nastopov na številnih tekmovanj, od kriterijskih regat do svetovnih in evropskih prvenstev. Tiha želja pa ostaja vzgojiti novega olimpijskega prvaka.